Okay. Najprej lep pozdrav. Danes današnja razprava Slovenskega društva za mednarodne odnose je namenjena razčlenitvi in razumevanju zunanje politike Ruske federacije. Kaj je Rusija danes, kakšna je njena vloga v svetu, je njena vojaška moč tista, ki določa njen položaj v svetu in njene zunanje politične poteze, kolikšna je teža Rusije v zunanji politiki danes, ali je vloga Rusije zbledela po koncu hladne vojne in na mnogih drugih vprašanjih bodo govorili odlični poznavalci in spremljevalci ruske in tudi nekdanje sovjetske vloge v svetu. Vse prisrčno pozdravljam. Najprej profesor dr. Anton Webler, vsi ga dobro poznate, v letih 92-97 je bil tudi veleposlanik v Ženevi, ima opravka z Rusijo že od mladosti, povezan je akademsko z Rusijo, Rusijo spremlja že desetletja, v mnogih člankih in analizah se je posvetil vprašanjem povezanim z vlogo Sovjetske zveze in Ruske federacije v mednarodnih odnosih. Naslednji naš gost je novinar, publicist in prevajalec Miha Lamprecht, dopisnik RTV Slovenije in dela iz Moskve v najbolj, tako po moje, zanimivih časih od leta 1989 do 1996. In če bo vse po sreči, se nam bo pridružil še veleposlanik Dušan Snoj. Veleposlanik v Moskvi je bil od leta 1995 do 2000. On izhaja tudi iz publicistike, je bil nekdanji urednik Gospodarskega vestnika in nazadnje generalni konzul Republike Slovenije na Madžarskem. Sedaj pa tudi član našega društva. Uvod v razpravo in vprašanja bom zastavljal Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Naj začnem z nekaj stavki. Konec hladne vojne je bil konec Sovjetske zveze. Iz Sovjetske zveze je nastalo 15 držav. Če tako malo karikiram, zmagal je kapitalizem. Ruska federacija je postala naslednica mednarodnih pogodb, sedeža v varnostnem svetu in drugih mednarodnih organizacijah. Kot daleč največja naslednica Sovjetske zveze je v mnogih elementih ohranila vlogo Sovjetske zveze. Sicer precej oslabljeno glede na ZDA in preostali svet. To bi se potrditi predvsem ekonomsko in demografsko. Sovjetska zveza je bila do leta 1989 tudi ena od dveh svetovnih supersil. To sedanja Rusija ni več. Ali pač? Toda ne glede na vse, Rusija je bila v svoji tisočletni zgodovini pomemben oblikovalec političnih razmer v Evropi in Aziji. Njena vloga je bila vedno pomembna. Rusija je stoletja sooblikovala evropsko zgodovino, kot vemo tudi na Ljubljanskem kongresu 1821. leta, ki letos obeležuje svojo 200. obletnico. Po letu 1989, po padcu Berlinskega zidu, s koncem hladne vojne in razpadom Sovjetske zveze, so mnogi Rusijo odpisali kot pomembno igralca na svetovnem zemljevidu. Res je, da je Rusija doživela precejšnje spremembe. Ozemlje Rusije je precej manjše od ozemlja nekdanje Sovjetske zveze. Prebivalstvo Sovjetske zveze je leta 1989 obsegalo 288 milijonov. Rusija pa leta 2020 pridružuje se nam 146 milijonov. Torej, le polovico prebivalstva nekdanje Sovjetske zveze. Dušan, se slišimo? Dušan, moraš jo vklopiti. Aha,
se še ni vključil popolnoma. No, naj nadaljujem. Bruto proizvod tedanje Sovjetske zveze je bil leta 1990 ocena glede na kupno moč prebivalstva 2700 milijard ameriških dolarjev. In Sovjetska zveza je bila druga na svetu, takoj za ZDA, torej za ZDA, ki so imele bruto proizvod 5963 milijard. Torej, polovico tistega, dobro, oziroma slabo polovico tistega, kar so tedaj imele ZDA. Po podatkih Svetovne banke za leto 2020 je bruto proizvod po kupni moči za Rusijo znašal 4021 milijard. Leto 2020 je zaradi pandemije nekoliko slabše, 2019 je bilo 4400 milijard. To Rusijo uvršča na 6. mesto na svetu, za Kitajsko, ZDA, Indijo, Japonsko in Nemčijo. Za primerjavo, kitajski bruto proizvod je 2020, oziroma znaša 2020 24 000 milijard, ameriški 21 000 milijard, po odhodu Britanije pa BDP Evropske unije znaša približno 19 400 milijard ameriških dolarjev. Ampak ekonomska moč, ki je ključna za politično moč, je bila v Sovjetski zvezi neprimerno večja, močnejša kot je danes Rusija. Seveda, Rusija je bistveno manjša, kot je bila Sovjetska zveza. Medtem v 30 letih sta, kot bi jaz rekel, zagalopirali dve azijski sili, Kitajska in Indija, za kar sta potrebovali torej 30 let. Indija ima trenutno dvakrat tolikšen bruto proizvod, kot glede na kupno moč kot Rusija. Če pa pogledamo Kitajsko, je pa 6-krat večji bruto proizvod od ruskega sedanjega. Toda, če pomislimo samo 30 let nazaj, je bruto proizvod, torej leta 1992, ruski bruto proizvod znašal 1604 milijarde, kitajski 1662 milijard, bistveno manj kot ruski, in Indija 1085 milijard, še manjši. Toda danes so razmerja po 30 letih bistveno drugačna. Rusija ni Sovjetska zveza, tudi obnašati se ne more kot Sovjetska zveza. Način njenega delovanja v mednarodnem prostoru ni primerljiv s Sovjetsko zvezo iz časa hladne vojne. Povsem razumljivo pa je, da je večja, pomembnejša, kot je njena trenutna ekonomska moč. Rusija je v očeh Zahoda nevarna, ogrožajoča država, torej na kakšni podlagi ji to pripisujejo, se jaz sprašujem. Kot da je Rusija še zmeraj poosebljenje komunistične, v narekovajih, nevarnosti. V Ameriki vlada pošast komunizma, ki ga je poosebljal stalinizem. Tako kot v Ameriki strašijo za otroke s komunizmom, so verjetno v Sovjetski zvezi s kapitalizmom. Torej, toliko o tem, kaj predstavlja Rusija v svetu, rekel ekonomsko, politično, vendar o razsežnostih ruske zunanje politike bomo razpravljali danes tukaj. Med nami so trije odlični poznavalci Rusije, ki jo poznajo od znotraj in zunaj. Zdaj, predvidevali smo, da bo veleposlanik Snoj začel razpravo. A se slišimo? Predajam ti besedo. Predsednik, hvala lepa. Hvala lepa.
Dober dan vsem, lep pozdrav, hvala za povabilo. Pozdravljam seveda tudi kolego Miha Lambrehta in profesorja dr. Antona Beblerja, ki je tukaj tudi z nami. Dejal bi tako, tvoj uvod je bil zelo zanimiv, ne? Vendar Rusijo ob vsem tem obdaja mnogo stvari, ki jih nisi omenil, nekako meni vedno pridejo prve na misel, ko odprem medije, ko gledam časopise in tako naprej, ne. Kaj vidim na prvi pogled? Na prvi pogled vidim pri teh odnosih sankcije, vidim naraščanje vzajemnega nezaupanja, vidim napovedi dodatnih zaostritev na obeh straneh, vidim pustošenje virusa po Evropi, Ameriki, Rusiji in tako naprej. Vidim slabo voljo Josefa Borrella, visokega predstavnika Evropske unije. Nobenega dvoma ni, da gre za dogodke z močno negativno kvantiteto. Gre tudi za poslabšanje kvalitete odnosov med Rusijo in Zahodom. In to poslabšanje je verjetno doseglo dno in nižje ni več mogoče. Vendar se treba tukaj tudi malo pošaliti in kot pravijo nekateri analitiki, denimo v Carnegie centru v Moskvi, pravijo trditev, da so se odnosi med Evropsko unijo in Rusijo poslabšali, je nelogična, ker se ne more poslabšati to, česar ni. In odnosov ni že od leta 2014, kot vemo. Ob tem pa se dogaja še nekaj, kar pa v bistvu ni negativno, ampak je zelo pomenljivo, verjetno pozitivno. In sicer na osi Peking-Moskva, kjer imamo veliko nove kvantitete, če lahko tako rečem, veliko se dogaja, vendar ne vemo, ali se že spreminja na bolje tudi kvaliteta odnosov. Ko recimo kitajski predsednik reče ruskemu: ti si moj najboljši prijatelj. To v odnosih med državami ni kaj posebno velikega, ne? In enako velja za dogovor o kitajskem Severnem toku 2, reče se mu Power of Siberia 2, Sibirska moč 2, pa tudi za nedavne objave namer o skupni kitajsko-ruski lunarni postaji in tako naprej. V pogovoru z Rusi običajno slišiš, da delamo v Evropi nekakšno intelektualno napako, kot oni rečejo. Vse dogajanje povezano z Rusijo, zunanjo politiko in tako naprej, gledamo le skozi svojo, zahodno, ne pa tudi skozi rusko prizmo. Skratka, ne razumemo se. Zdaj, moj predlog je bil, da pogledam na začetku v tem uvodu, kakšna je ruska zunanja politika skozi ruska očala. Torej, tako kot je zapisano v konceptu zunanje politike Ruske federacije. Ta koncept je dolg 27 strani, je podoben vsem drugim konceptom, ni v njem nič, kako bi rekel, dramatičnega in posebnega. Vprašanje, ali gre za zunanjo politiko Ruske federacije ali pa gre za Putinovo politiko, kot se seveda vsi sprašujemo. Na to vprašanje odgovarja že sam naslov tega dokumenta. Piše: koncept zunanje politike Ruske federacije odobril predsednik Ruske federacije Vladimir Putin. Tako tečejo stvari. Če grem na kratko še ta koncept. Predstavljam si, da bi samo povedal, kaj sem videl zanimivega, in potem povem še nekaj komentarjev, ki sem jih pobral že spet skozi ruska očala od nekaterih, po mojem mnenju, najboljših poznavalcev zunanje politike v Rusiji. Eden je Sergej Karaganov, ki ga dobro pozna tudi kolega Bebler, to je Putinov svetovalec, med drugim tudi, je častni predsednik Sveta za zunanjo in obrambno politiko in tako naprej in tako naprej. Drugi je pa Dimitrij Tren, je pa direktor Carnegie centra v Moskvi, in ki ga poznamo tudi Slovenci dobro, ker je pred leti sodeloval tudi na Blejskem forumu, ki ga je pripravilo slovensko zunanje ministrstvo.
No, na kratko, ta koncept zunanje politike se začne z stavkom. To je v tretji alineji. Prednostno področje, cilj zunanje politike Ruske federacije je utrditi položaj Ruske federacije kot središča vpliva v današnjem svetu. O tem bi se potem še pogovarjali. Potem naprej je alineja zagotoviti celovito in učinkovito zaščito pravic in zakonitih interesov ruskih državljanov in rojakov, ki prebivajo v tujini tudi v različnih mednarodnih okvirih. Ta stavek, kot veste, je tudi zelo zanimiv. Drugi del oziroma točka 2 tega dokumenta je opis situacije, sodobni svet in zunanja politika Ruske federacije. Govori o nastanku večpolarnega mednarodnega sistema, o zapleteni strukturi mednarodnih odnosov, o globalizaciji, ki je privedla do oblikovanja novih središč ekonomske in politične moči. Tu seveda vemo, za koga gre. Globalni potencial moči in razvoja postaja decentraliziran in se premika proti azijsko-pacifiški regiji, kar sem omenil prej za to osjo Rusija-Kitajska, katere obrise se vidi nekje na obzorju. In potem dalje, moč postaja vse močnejši dejavnik v mednarodnih odnosih in tako naprej. Prizadevanje razrešitve nadgradnjo vojaških zmogljivosti spodkopavajo strateško stabilnost, ogrožajo globalno varnost in potem naprej. To varnost zagotavlja sistem pogodb in sporazumov o nadzoru orožja. Potem pa je še stavek, ki je zanimiv, čeprav obsežna vojna, vejca, vključno z jedrsko vojno, vejca, med velikimi silami še vedno ni verjetna, pa se te soočajo s povečanim tveganjem, da bodo vpletene v regionalne konflikte in stopnjevanje kriz. Potem dalje, 8. člen govori tudi o sankcijah, in sicer indirektno, da uporaba določenih ukrepov kot zasledovanje geopolitičnih interesov škoduje prizadevanjem za iskanje načinov za reševanje sporov in tako naprej. Govori o mehki sili ruske diplomacije. To je zame kar tako zanimiv in tehten del te deklaracije. Tukaj denimo vidim to, kar obdaja to covidno diplomacijo in uspehe Rusov z cepivom Sputnik 5. Na področju energetike ne pove direktno, da se krepi, zakaj gre za sankcije proti največji ruski firmi, podjetju Gazprom in ukrepi povezanimi z naftovodi, predvsem seveda z skoraj dokončanim naftovodom Nord Stream 2. Potem govori o mednarodnem terorizmu, o predvidljivosti ruske zunanje politike, ki je stoletja igrala pomembno vlogo v mednarodnih zadevah in razvoju globalne civilizacije. To je zelo važno, te stoletja. Namreč naj povem zanimivo kot dodatek informacijo, da to zunanje ministrstvo Ruske federacije, ki ima 144 veleposlaništev, med tistimi državami, ki ga nimajo, vem, da je denimo Butan pod Himalajo, mislim, da je tudi Gruzija, ker ima samo predstavništvo. Drug postopek nekako Rusi nastopajo na najvišji ravni. V tem ministrstvu je 1700 diplomatov in kot piše na njihovi strani na internetu, začetek ruske diplomacije, ne zunanjega ministrstva, diplomacije, sega v leto 1549. To je nekako takrat, ko je, kot veste, nastala prva slovenska knjiga. Glede koncepta zunanje politike morda ne bi nadaljeval, omenja na široko
regionalne zunanjepolitične naloge, kar pomeni povezovanje znotraj Evrazijske skupnosti, gospodarske unije z Armenijo, Belorusijo, Kazahstanom, Kirgizsko republiko in naprej. Govori o pogodbi za kolektivno varnost, govori o pravicah partnerjev v skupnosti neodvisnih držav, govori o Ukrajini, ampak samo na kratko. Približno tako dolgo kot o Republiki Abhaziji in Republiki Južni Osetiji, kot sodobnih demokratičnih državah. Ampak to so pač trendi v ruski zunanji politiki. Potem piše o Gruziji, spet samo 3 vrstice. Rusija je zainteresirana za normalizacijo odnosov z Gruzijo na področjih, kjer je to pripravljena storiti tudi gruzijska stran. Potem je veliko o NATO, o strateških prednostnih nalogah v odnosih z Evropsko unijo, govori tudi o prostoru od Atlantika do Pacifika, kar je morda že nekoliko, kako bi rekel, ta moment manj aktualno, kot je bilo, ne. Govori o negativnih perspektivah do širitve NATO, o vojaški infrastrukturi zavezništva, se pravi NATO, ki se približuje ruskim mejam, o tem bi rekel 2 besede v nadaljevanju, govori o Združenih državah Amerike, govori, to je pomembno, o novem sodelovanju, mednarodnem sodelovanju na Arktiki in na Antarktiki. Rusija bo odločno nasprotovala vsem poskusom uvedbe elementov političnega ali vojaškega spopada na Arktiki. Nekaj o Kitajski, potem afriške države, Sirije in tako naprej. To, kar sem želel povedati, je ta dva gospoda, se pravi Trenin, Karaganov, vsi jih poznamo, med drugim naj povem, da Sergej Karaganov je 10-15 let, preden se je stvar zgodila leta 2014, napovedal, da bo Krim prišel pod Rusijo. In takrat ga nihče ni poslušal, nihče ni prisluhnil. Na kratko, poante Karaganova. Naj povem, da gre za članek, ki je bil objavljen v Ekspertu. To je ugledna publikacija in po mojih informacijah, saj moji prijatelji v Peterburgu, ki so mi ta članek posredovali, nekako so o njem dobro informirani in se o njem očitno pogovarjajo. Kaj pravi Karaganov? Najprej splošni trendi. Pravi, najbolj viden med temi trendi je seveda COVID. Drugi trend je, Zahod je izgubil temelje 500-letne dominacije. Tretji trend je, gre za kolaps liberalne ekonomske ureditve po drugi svetovni vojni. Četrti trend je, radikalno se spreminja ravnovesje moči v svetu. Posledica, to je važno, nastaja oziroma smo že v resni gospodarski krizi in v intelektualnem vakuumu, pravi Karaganov. Še nedavno smo bili, po njegovem mnenju, zaradi teh kriz in ravnovesij korak pred možno vojno. Zdaj pa se zdi, da je postala ta kriza nekakšno nadomestilo, surogat za njo. Njegova teza je tisto, kar pogosto govorimo, sindrom oblegane trdnjave, ki muči Rusijo. Pravi, Rusija mora pač v teh razmerah ostati trdna, krepka trdnjava v nevarnem in nepredvidljivem svetu. Potem pravi, to pogosto ponavlja, to se vidi tudi na nekih drugih posnetkih, na YouTubeu denimo. Rusija žal ne more delovati brez zunanjega sovražnika. Pravi, poskusili smo leta 1990, nismo imeli sovražnikov in smo v hipu razpadli. Sliši se kot šala, ampak tako on ponavlja. Najpomembnejše za Rusijo pa sta 2 stvari, pravi. Ali bo znala najti in zagnati pravi mehanizem gospodarske rasti, to je pač tisto, kar mi dobro vemo in kar se ponavlja glede zadnjih desetletij v Rusiji ali ne. In drugi je, ali bo Rusija imela učinkovito nacionalno ideologijo. To so pa nekakšne, kako bi rekel, podedovane stare politične teze. Karaganov pravi, vse velike zgodovinske sile je poganjala ideologija.
Ko pa so jo izgubile, so prenehale biti velike sile ali pa so prenehale obstajati. To velja tudi za Sovjetsko zvezo. In kako jo opisuje? Z jezikom, ki ga poznamo, morda tudi iz Budimpešte ali še odkot, to je jezik modernega evropskega suverenizma, se pravi družina, otroci, država, Bog, zgodovina, nacionalizem. On pa doda še, na primer, mi Rusi, mi smo normalni, smo za večbarvnost, smo proti vsaki hegemoniji, smo narod zmagovalcev, ki je državo več kot enkrat rešil v njeni težki zgodovini. Kaj pravi v Bidenovi administraciji? Pravi, da je bolj predvidljiva od Trumpove, vendar je podedovala razdeljeno Ameriko. Strahove vzbuja, da gre za iste ljudi, ki so imeli pred desetletjem ali dvema v rokah tako rekoč najboljše karte, to, da so se zapetli v neuspešne konflikte, ki so potem, to poudarja Karaganov, prizadeli ugled Amerike kot vojaške sile, zgrešili so Kitajsko in dovolili napredovanje, ker so verjeli, da bo postala kapitalistična in ko bo prosperitetna, da bo postala prozahodna. To se ni zgodilo. Zgrešili tudi Rusijo, ki bi rada v 90-ih letih, to vsi vemo, če ne del Zahoda, pa vsaj njegov partner. Zdaj pa je protizahodna in s kakovostnim orožjem, tu misli na te supersonične in termojedrske rakete, in tega orožja, pravi, 10 let tudi Amerika ne bo mogla preseči. In Rusija je s tem radikalno spremenila ravnovesje moči v svetu. Glede Ukrajine se malo pošali, pravi, skrbi me, da nam Američani povzročijo najhujše, kar se nam mora zgoditi, in nam vrnejo Ukrajino, sovražnim prebivalstvom, z uničeno infrastrukturo in tako naprej. Rusija, pravi, ni velika sila zaradi Ukrajine, ampak zaradi Sibirije, zaradi njenih virov, zdaj najhitreje rastoča regija na svetu in tako naprej. Tudi glede Srednje Azije je malo ciničen in poskuša biti duhovit. Pravi, 150 let je Srednja Azija, se pravi Turkmenistan, Kazahstan, Kirgizija in tako naprej, je uživala vire imperija, Rusko-Sovjetske zveze potem. V zadnjih 30 letih pa je katastrofalno degradirala. Elita je odšla, izobraževanje kolapsiralo. Pravi, in mi, se sprašuje, naj bi hoteli nazaj. Dalje, Evroazija. Karaganov se čudi in kritizira zunanje ministrstvo Ruske federacije. Zakaj ima 3 azijske departmaje, a 6 evropskih? To jaz dobro poznam. Dejansko vsak del Evrope ima svoj departma. Jugovzhodna Evropa, to je Slovenija, denimo. Moralo biti obratno. V zadnjih 10 letih, pravi, smo zatrli prozahodno razmišljanje. Obrat na vzhod, zaradi sankcij, nam je pomagal spoznati, da nismo vzhodna periferija, nismo Evropa, nismo Zahodna Azija, zdaj začenjamo razumevati, da bomo nekega dne severna Evroazija. Dobro je, da je o tem začel govoriti tudi Putin, še pravi. Glede Kitajska, tu seveda je glavna tema možna odvisnost od velike sosede, kar je neke vrste nujni pogoj, bi rekel. Pravi, imamo nekaj, brez česar bi Kitajski lahko šlo slabo. To je vojaško-strateško moč. Smo strateški, vojaško-politički steber Kitajske in v situaciji konfrontacije Kitajske z Ameriko lahko nadoknadimo to našo gospodarsko in tako naprej šibkost. A seveda ne smemo pasti v odvisnost od Kitajske, pravi. Razvijati moramo povezave z ASEANom, z Indijo, z Azijo, z Evropo. To bi bilo pravo in normalno ravnovesje. Pravi, v 5 ali 8 letih, upa, da bi v 5 do 8 letih se začelo ponovno približevanje Rusije Evropi. Vendar tokrat ne bi prihajala sama,
ampak v okviru velike Evroazije. Kot rečejo Italijani, se non è vero ben trovato, se dobro sliši, ni pa povsem jasno, ali je vse to, kar je povedal, misli resno. Drugi potem je Dimitrij Trina, na kratko nekaj besed, če lahko rečem, ni nič manj zanimiv. Njegov intervju je objavljen v ruskem časopisu Vedomosti, ki je tudi dovolj ugleden. Trening in Carnegie Center, kot veste, to ni ruski think tank, to je ameriški think tank. In Amerika ni, kako bi rekel, v tem smislu bolj ugledna od Karaganova in vir ni bolj kredibilen, kot je Karaganov. V raziskavah javnega mnenja zadnjih v Rusiji, ugled Amerike, ugled ZDA strmo pada. Na vprašanje, kdo je največji sovražnik Rusije, pred 10 leti je vprašanje obkrožilo 1/3, 33% vprašanih, zdaj pa skoraj 70%. No, pa ker več mnenj odraža demokratičnost, poglejmo še nekaj poant. Pravi Putinova era še ni končana. Končne ocene še ni mogoče narediti, kaj mu bo uspelo, kako se bo to njegovo vladanje končala. Vendar mu je treba priznati, da mu je uspelo Rusija, ki je bila na začetku tega stoletja odpisana kot velika sila, to razume predvsem v vojaško-političnem smislu. Naprimer, odpornost na zunanje pritiske, možnost obrambe države, brez zunanje pomoči. Rusija se je skratka vrnila v globalno areno in pred pol desetletja postala eden najbolj aktivnih geopolitičnih in vojaških igralcev. Z reformo oboroženih sil naj bi Kremlj spet dobil učinkovit instrument za obrambo in promocijo svojih interesov. Potem govori o dinamičnem ravnovesju. Pri tem poudarja, kako se je Rusija uspešno izkazala na Bližnjem vzhodu. Vojaške operacije v Siriji 2015, kjer je Rusija uspela po njegovem z enkratnim podvigom, obdržala je produktivne stike z vsemi silami v regiji, celo z najbolj zagrizanima antagonistima, se pravi z Iranom in Izraelom. To ne bi šlo na rovaško poznavanje regije in lokalne realnosti. No, ta avtor, ta izvedenec ne odobrava Putinove politike pomoči nacionalističnim političnim strankam in izzivanju elit v nekaterih članicah Evropske unije. Prav tako tudi meni, da je ideja o multipolarnem svetu pomembna, vendar pa zato na drugi strani nasprotuje idejam Kremlja, se pravi Putina, o spreminjanju obstoječe globalne ureditve. To se velikokrat poudarja. To je poskusov rušenja hegemonije Združenih držav Amerike. Podpiranje nasprotnikov Washingtona samo zato, ker nasprotujejo sedanjemu globalnemu hegemonu, ne ukrepi tvoje pozicije, pravi, ampak le ustvari dodatne probleme. To, kar naj bilo važno za Rusijo, pravi, ni globalni red sam po sebi, ampak ugoden ruski položaj v tem redu, v tej ureditvi. Da bi to dosegli, pa seveda Ruska federacija potrebuje drugačno zunanjo politiko, drugačne cilje in strategijo. Potem pravi še, da je velika napaka ruske zunanje politike, to je že 30 let, prevelika, pretirana fiksacija, fokusiranje na vprašanje ekspanzije NATO. Šlo naj bi za posledice v bistvu sovjetskega strateškega razmišljanja, ki namenja preveliko pozornost strateški globini in tako imenovani buffer zone. Rusi rečejo buferni coni, bufernaji coni, mi rečemo varnostni coni, ki naj bila podobna tisti, ki je imela Sovjetska zveza z vzhodno Evropo, kot poznamo dobro, po drugi svetovni vojni. In z njo naj bi zdaj preprečila, naprimer, novo operacijo Barbarossa, če lahko tako rečem. Prava nevarnost Rusiji zdaj grozi od drugod, pravi. Ne tako kot 22. junija 1941, ampak grozi iz Združenih držav Amerike in tamkajšnjih
vojaških kapacitet, se pravi z druge celine. Odgovori na grožnje morajo biti naravnani torej proti pravim virom. Zadeva pa ima še eno plat in tukaj se dotakne Ukrajine, samo še to potem končam. Pravi, da ta sindrom, to fokusiranje je botrovalo na določen način tudi ukrajinski krizi. Pri tem Trenin nima v mislih Krima. On pravi, navajam, citiram, akcija Rusije na Krimu je bila odgovor na ostre spremembe situacije v Kijevu, na radikalne spremembe v Kijevu. V mislih ima to, da ruska zunanja politika ni razumela resničnih aspiracij, želja, načrtov ukrajinskih elit, ki so imele svoj neodvisen prozahodni politični projekt, ne pa ruskega, ne pa to, kar bi želela Rusija. Rusija pa je želela kritično maso 200 milijonov ljudi za oblikovanje centra moči v Evraziji. No, kaj je bila cena? Cena je bila Rusija in na dolgi rok dobila velikega sovražnega soseda. Ameriška mornarica, ki je 2014, tako navaja Trenin, pa je izgubila sicer dostop do Sevastopola, vendar se utrjuje položaj v Odesi in drugod. Napačni fokus velja skratka za nasplošno za širjenje NATO v Evropi, v vzhodni Evropi, v vseh državah, ki so prijateljice Združenih držav Amerike. Pravzaprav ni važno, ali so te članice NATO ali ne. O tem, kje bodo vojaške baze v vzhodni Evropi, to je namreč skoraj povsem samo in izključno odločitev Bele hiše. Ja, hvala, Dušan, zato je res zelo velik obseg je ruski interesi segajo zelo daleč in so zelo razvejani. Glede na to, da je to zdaj že kar veliko si povedal, bom jaz zdaj prosil profesorja Weblerja, da prevzame besedo in pove nekaj z svoje plati, svojega videnja. Naprej bomo pa potem odpirali tiste vprašanja, ki si tudi nekatere dileme ti odprl, pa bomo videli, kako naprej. Ja, torej lepo pozdravljeni. Najprej bi dopolnil ali popravil delno uvodno predstavitev našega predsednika. Sovjetska zveza je imela ob razpadu samo eno naslednico. In ta edina naslednica je bila Ruska federacija, največja republika nekdanje Sovjetske zveze in samo po sebi federacija. Za razliko od razpada Jugoslavije, pravno osebnost Sovjetske zveze in torej identiteto Sovjetske zveze na mednarodnem prizorišču je v celoti s soglasjem drugih republik prevzela Ruska federacija. Ona je prevzela celotno diplomatsko konzularno mrežo, ona je prevzela vse obveznosti in pravice nekdanje Sovjetske zveze. Ona je prevzela vse dolgove Sovjetske zveze, 85 milijard dolarjev in tako dalje in tako dalje. Druge države, ki so nastale nekdanje republike, so se morali prijaviti razen Ukrajine in Belorusije zaradi članstva v Združenih narodih, so morali se prijaviti kot na novo ustanovljene države. Iz tega sledi tudi to, da Ruska federacija, ne glede na to, da se je teritorijalno skrčila za slabo tretjino, glede na prebivalstvo za polovico, glede na industrijsko moč tudi približno za polovico in tako dalje, je obdržala v veliki meri težo velesile, ni več super sile, ampak velesile
na svetovni pozornosti. Na čem sloni ta njena vloga? Ona sloni med drugim na tem, da je Ruska federacija tudi po krčenju in po teritoriju največja država na svetu. Glede na geopolitični položaj, ona ta geopolitični položaj celo povečuje, med drugim zaradi klimatskih sprememb in pomena nove pomorske poti prek njenih teritorijalnih voda. Ruska federacija je prva do druga jedrsko-raketna sila. In edina država, razen Združenih držav, seveda, edina država, katere oborožene sile imajo sposobnost uničiti Združene države Amerike. In to Združene države Amerike dobro razumejo. Ruska federacija je največji izvoznik energentov. Ona je druga pri izvozu nafte, prva pri izvozu plina in tretja pri izvozu premoga. Torej, v seštevku Ruska federacija ima največji presežek proizvodnje energentov nad lastnimi porabami in vse to izvaža in zato dosega visoke presežke v blagovni menjavi praktično vsemi državami, razen zdaj s Kitajsko. Ruska federacija je drugi največji izvoznik orožja in to sodobnih orožij, 66 držav. Ruska federacija je izvoznik številka 1 žit, med drugim tudi zaradi sankcij, zahodnih sankcij zoper nje. Da ne govorimo o tem, o pomenu Ruske federacije kot izvoznice redkih kovin, zlata, diamantov, industrijskih diamantov, predvsem in tako dalje in tako dalje. To so naravna bogatstva, ki ne glede na skromno maso prebivalstva in glede na skromni BDP, daje Ruske federacije možnost, da igra na mednarodni pozornici strateško, geopolitično vlogo, ki presega njeno ekonomsko moč. Zdaj, z ozirom na to, da je Ruska federacija edina dejanska naslednica Sovjetske zveze, lahko primerjamo njeno zunanjo politiko s politiko Sovjetske zveze. Vidimo, v čem se ta politika razlikuje. Tukaj vprašanje je bilo, ali je to zunanja politika Ruske federacije ali Putinova zunanja politika. Vsem jasno, da je to oboje. Da je to politika Ruske federacije, ki ima nekatere elemente, ki je podedovala, ki so stalnica, to je recimo skrb za varnost, skrb za blagostanje države in tako dalje, ki se ne spreminjajo z režimom, ki pa ima nekatere posebnosti in razlike v primerjavi s mednarodno politiko nekdanje Sovjetske zveze. Najprej je Ruska federacija nima več nobenih svetovnih ideoloških ambicij. Nobenih. V smislu širjenja socializma, komunizma, v smislu zavejanja poraza kapitalizma, imperializma in tako dalje in tako dalje. Vse to je izginilo povsem iz agende ruske politike. Ta zunanja politika je ideološko nevtralna oziroma neideološka in polivalentna. Ruska federacija skuša razvijati dobre odnose z vsemi zvrstmi držav, glede na njihovo politično strukturo, politiko in tako dalje. Kot sem že omenil, prodaja orožje 66 državam po svetu, prodaja to orožje tudi arabskim absolutnim monarhijam, državam takim kot Alžirija ali pa tudi Egipt, ki imajo v bistvu vojaško vladavino, prodaja orožje Mjanmaru, generalom v Mjanmaru in tako dalje. Največji kupci ruskega orožja so še vedno Kitajci in Indijci, Alžirci so na 3. mestu,
Kaj pa Turčija? Turčija je samo sistem protiletalske in protiraketne obrambe, nič drugega, drugih orožij ne. Ampak prodaja orožje seveda v Venezueli, ampak tudi konservativnim Braziliji, Argentini, recimo helikopterji in tako dalje. Tako da lahko govorimo o pragmatični, neideološki zunanji politiki, ki nima tudi v odnosu do držav, ki imajo za svoje nasprotnike, ne pa sovražnike, nasprotnike, ima zgolj, torej nima prav protizahodne politike, tudi v političnem ideološkem smislu. Protizahodne politike. To, kar ukrepe, ki jih sprejema, recimo, kadar ob izgonu ruskih diplomatov, potem je to protisankcija, enak izgon, zrcalne sankcije, tako kot je s sankcijami, z ameriškimi sankcijami, ki jih Američani, s katerimi nadaljujemo že od leta 1948, torej iz časa hladne vojne, in ki jih nekateri izmed teh ukrepov so še vedno veljavni. Celo ameriških ukrepov iz časov Prve svetovne vojne. To je Trading with Enemy Act, recimo, uporablja se zoper Rusko federacijo iz leta 1917. Torej, Ruska federacija je navajena na te protizahodne sankcije, svojih aktivnih sankcij, ne da bi bile proti sankcije, pa nima, ne izvaja dobrostnih sankcij. Torej, govorimo o neideološki in pragmatični zunanji politiki poizkusa graditve in vzdrževanja dobrih odnosov z največjim možnim številom držav, tudi z oddaljenimi državami. Na splošni smoter te zunanje politike je ohranitev tam, kjer se da, vrnitev ali nadomestitev ali povrnitev ugleda in teže tam, kjer je ta ugled bil izgubljen po propadu Sovjetske zveze. Se pravi, tam, kjer se je ohranil ta vpliv, obdržati ga, razviti ga, tam, kjer je bil izgubljen, delno nadomestiti, kolikor se da. S tem, da se zagotavlja predvsem varnost države, varnost državljanov, ta je razširjena tudi na skrb za varnost ruskojezičnega prebivalstva zunaj meja Ruske federacije in ohranitev ugleda in vpliva Ruske federacije. To so splošne usmeritve. Te stalnice, torej ti elementi so bili tudi prisotni v prejšnji politiki, tudi pred letom 2000, pred nastopom Vladimirja Putina na položaj predsednika Ruske federacije. Ampak od tedaj, od leta 2000, so predelili neko novo kakovost. Na vsak način je ruska zunanja politika postala bolj samozavestna, bolj aktivna, bolj odločna. Navsezadnje tudi visoki dohodki s energenti so omogočili tudi okrepitev oboroženih sil in bolj aktivno politiko tudi tedaj, kadar lahko oborožena moč ima neko pomembno ali pomožno vlogo pri uveljavljanju, pri dosegi spolnopolitičnih ciljev. Tukaj, če govorimo o vlogi vojaškega dejavnika, kot vi tukaj sprašujete, nedvomno jedrsko orožje, jedrsko-raketno orožje, je zelo pomemben element v odnosih z Združenimi državami Amerike. Z drugimi državami ne. Pač pa drugi vidiki oborožene sile pa so pomembni, ponekod edini ali pa neizogibni inštrument v posameznih situacijah. Med takimi situacijami lahko navedemo
recimo tudi sodelovanje ruske vojske nekaj časa v Bosni in Hercegovini, nato na Kosovu nekaj časa, nato vlogo ruske vojske v vojni v Severni Osetiji, v Abhaziji, prisotnost 1500 ruskih vojakov v Transnistriji, to je tudi element zunanje politike, navsezadnje uporaba ruske vojske pri pridružitvi aneksiji Krima, nato v Siriji, zelo dober primer racionalne, dobro premišljene, dobro izračunane uporabe, predvsem ruskega letalstva, zato da bi ohranili zadnjega nekega zaveznika med arabskimi državami. No in zadnji tak uspeh, kjer ima diplomatski uspeh, v katerem tudi oborožene sile ima svojo vlogo, je dosežena rešitev ali pol rešitev problema Nagornega Karabaha in prihod ruskih mirovnikov na to območje in okrepitev ruske vojaške prisotnosti v sami Armeniji na zahtevo Armencev. No, to so primeri dobro premišljene uporabe oboroženih sil v podporo zunanji politiki. Kar se tiče gospodarskih vidikov, torej gospodarskih vidikov ruske mednarodne politike, splošni trend je obrnitev proti vzhodu, krepitev gospodarskega sodelovanja s Kitajsko, ki je danes največji gospodarski partner Ruske federacije, katere vloga je zdaj približno dvakrat presega vlogo Zvezne republike Nemčije v ruski blagovni menjavi. In iskanje čim večjega števila gospodarskih partnerjev tudi drugje. Ta polivalentnost se izraža v sodelovanju Rusije v skupini BRICS. To je spet zelo slikovita ali pa raznorodna skupina, ki pa ima neke skupne interese. No, tukaj vi sprašujete o odnosih in smotrih ruske politike oziroma na njenega o presoji Rusov in največjega zunanje političnega nasprotnika njenih držav, to so Združene države Amerike. Ozadje teh odnosov je zelo pestro. Bila so obdobja tudi sodelovanja Rusije z Združenimi državami Amerike, bila so obdobja tudi hude konfrontacije, danes je to nekaj, kar se približuje ali pa nekoliko manj intenzivno, kot je bilo v času hladne vojne, tudi izključno po pobudi Združenih držav Amerike. Zaostritev odnosov, najprej Putin je zavrnil tisti vidik Jelcinove zunanje politike, še posebej zunanje politike Kozarjeva. To je podrejen odnos do Združenih držav Amerike. In sprejetje tega podrejenega odnosa in bi temu rekli zelo pokroviteljskega odnosa Združenih držav Amerike do Ruske federacije poizkusi demokratizacije Ruske federacije. Torej spreminjanje narave ruskega političnega sistema. Ta strategija je bila popolnoma zgrešena s strani Združenih držav Amerike. In seveda ameriško razočaranje nad tem, da Rusija ni postala bolj podobna Zahodu, je pač njihova lastna napaka. Oni še danes govorijo o tem. In to, kar Biden in Blinken govorijo o tem, da Rusija predstavlja grožnjo ameriški demokraciji, je nesmisel. Je pa bolj nesmisel. Ampak odraz je zgrešenega ameriškega odnosa do Ruske federacije, ker Rusko federacijo še vedno ne priznavajo in ne obravnavajo kot enakopravnega partnerja.
tem je problem. Ruska federacija pa na vse sovražne, na vsa sovražna dejanja, ki jih je veliko, Združenih držav Amerike do sebe, odgovarja s, kolikor se da, z enakimi protiukrepi. Nikoli pa sama ne začenja s tem. V tem je razlika. In seveda za en del ruskega establishmenta Združene države niso samo nasprotnik, temveč je sovražnik, ali je zelo verjeten potencialni sovražnik. Odnos do Evropske unije je drugačen. In tukaj trditve, recimo Vojka Volka v sobotni prilogi pred kakim mesecem, 2 mesecema, o tem, da Ruska federacija, Putin skuša rušiti Evropsko unijo, je nesmisel. Popoln nesmisel. Putin ni nikoli podprl Brexit. Nikoli. Ničesar ni storil za to, da bi recimo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije. Za razliko od Trumpa. Trump je podiral v Evropsko unijo, koliko se da. Putin ne. Putin in tukaj omenja Karaganov, gojenje nekih odnosov s evroskeptičnimi, torej konservativnimi ali pa desničarskimi skupinami, ki jih uvrščajo v vrsto evroskeptikov, tako kot Marine Le Pen, Salvini in tako dalje. In tako dalje. Torej, Karaganov misli, da je to napaka, da je to nepotrebno. Trditev, da ti odnosi posamični, recimo komercialni kredit Marine Le Pen njenih strank, recimo, ali dogovori s Salvinijem o trgovini z nafto ali kaj podobnega, pomenijo poizkusi Rusije, da razdre Evropsko unijo. Ta trditev je v nasprotju z dejstvi. Moskva ima izrazito slabe odnose z brexitovci. To so najbolj radikalni nasprotniki Evropske unije. Izrazito slabe odnose. In na drugi strani imajo zelo dobre odnose z levičarskimi. Levičarji v Grčiji, Sirizo, in s komunistično partijo Cipra. Torej, njihova razmerja z nekaterimi političnimi strankami so polivalentna. Kaj je skupni imenovalec? Ni skupni imenovalec rušenja Evropske unije. Skupni imenovalec relativno, tudi redkih niso to intenzivni odnosi, med vladajočo stranko, enotno Rusijo in posameznimi strankami v državah članicah Evropske unije. Skupni imenovalec je, da zavzemanje takih strank kot AfD v Nemčiji, recimo Salvini v Italiji, Marine Le Pen v Franciji, zavzemanje za normalizacijo odnosov med Rusko federacijo in Evropsko unijo. To je skupni imenovalec, ne glede na njihovo ideološko barvo. Ruska federacija bi rada imela normalne odnose z Evropsko unijo in to stalno predlaga, pač pa Evropska unija sledi delno tudi pritisku Združenih držav Amerike in uporablja za pritisk na Rusko federacijo ekonomske in druge administrativne, finančne in druge sankcije, ki pa gospodarstvo Evropske unije škodujejo 2-krat več kot pa ruskemu gospodarstvu. Torej, seštevek, kombinacija sankcij Evropske unije zoper Rusko federacijo in ruskih protisankcij je taka, da je izguba trga, predvsem izguba izvoza strani držav članic Evropske unije je 2-krat večji, kot je izguba za rusko gospodarstvo. Poleg tega sankcije imajo tudi nekatere pozitivne učinke na rusko gospodarstvo. Krepitev predvsem kmetijstva in tako dalje, zmanjšanje uvoza. Tako da to je samo en primer, kako, to ni edini primer, samo lahko naštejem druge primere, v katerih gospodarske sankcije so večkrat
kontraproduktivne politično. Problem s temi sankcijami EU je v tem, navidezno so te sankcije povezane z izpolnjevanjem sporazuma Minsk 2. Te sankcije ni v čemer ne prispevajo k rešitvi tega problema, ni v čemer, celo škodujejo, zato ker spodbujajo in ustvarjajo pri uradnikih ali pa pri oblastnikih v Kijevu napačno pričakovanje, da bodo te sankcije rešili problem Donbasa. To je popolni smisel. Ali pa da bojo vrnili Krim Ukrajini. To je popolnoma nerealno. In spodbujajo Kijev, da sabotira sporazum Minsk 2. Kdo sabotira ta sporazum? Minsk. Sporazum Minsk 2? Kijev. Kdo omogoča to sabotiranje? Zvezna republika Nemčija in Francija, kot so podpisnici sporazuma Minsk 2. Tako da tukaj imamo tako razmerje, ki dejansko bolj škoduje tudi evropski varnosti, ker ohranja to žarišče konflikta. To je edino področje v Evropi trenutno, kjer se dnevno obstreljujejo z orožjem, s topovskim orožjem. Dnevno se in dnevno padajo žrtve. Komu to koristi? A to koristi Evropski uniji? Absolutno ne. A to koristi Ruski federaciji? Absolutno ne. Komu koristi? Združenim državam Amerike. Geopolitičnim smotrom Združenih držav Amerike. Enako je z okončanjem Severnega toka 2. Enako. Združene države Amerike skušajo preprečiti dokončanje tega, vršijo pritisk na Združene države, pa čeprav se to ne zadeva Združenih držav Amerike. Ne zadeva. Zadeva ekonomske interese. Ja, oni hočejo seveda prigrabiti del trga s plinom, to je drugo, ampak temeljni smotor je tako kot v drugih ameriških ukrepih zoper Rusko federacijo, je gospodarska slabitev Ruske federacije. In gospodarska slabitev tudi slabitev oskrbe s plinom Zahodne Evrope. Se pravi, to pa povsem ustreza geopolitične združenosti. V temelju je to pritisk na to, da bi se kolikor se da omejilo gospodarsko sodelovanje, iz tega sledi tudi politično sodelovanje med Rusko federacijo in Zvezno republiko Nemčijo. To je temeljni smotor. Zakaj? Zato, da bi oslabili eno in drugo stran. Eno in drugo stran. No, kar se tiče odnosov z drugimi nekdanjimi sovjetskimi republikami, ti odnosi so zelo različni, od zelo prijateljskih do povsem sovražnih, najbolj sovražni z Ukrajino, nekoliko manj sovražni z Gruzijo, nekoliko manj, ampak še vedno sovražni, nekoliko manj sovražni s 3 baltskimi državami, ampak vsakič strani Baltov, ne strani Rusov. So pa zelo dobri do prijateljskih z Belorusijo, z Azerbajdžanom, kislo-sladki z Armenijo, dobri s Kazahstanom, zelo dobri s Kirgistanom in s Tadžikistanom, nekoliko manj dobri s Turkmenistanom in z Uzbekistanom. Se pravi, tukaj vidimo celotno pokažo, kaj je skupnega, in to je, da Ruska federacija se je prilagodila, bolj ali manj uspešno v teh skoraj 30 letih, prehodu od nekdanjih odnosov dominacije k odnosom sožitja in sobivanja in sodelovanja. Se je prilagodila. In na primeru Armenije je to povsem jasno, ona ne pogojuje dobrih odnosov z neko nekdanjo Sovjetsko republiko, s tem, da bi bila na vladi
izključno proruska orientacija. Oni niso imeli nič proti in niso ničesar storili za volilno zmago Pašinjana, da so z njimi imeli uredno odnosi. On pa je bil predsednik. On bi rad imel slabe odnose z Rusijo, pa je prisilil. In bi za tako politiko tudi bil kaznovan. Tako da te zadeve so uredile. Torej, ruska zunanja politika se je spremenila v primerjavi s politiko nekdanje Sovjetske zveze in v primerjavi z zunanjo politiko Ruske federacije v času Jelcina. Ona se je spremenila glede na prioritete, glede na uporabo nekaterih novih orodij ali pa ne uporabo nekaterih orodij zunanje politike, ki so bile nekoč zelo pomembne, recimo stranka, ideologija. Danes v odnosih z nekaterimi državami, še posebej državami s pravoslavnim prebivalstvom, pomožno vlogo v zunanje politike ima Ruska pravoslavna cerkev. Recimo tega ni bilo nikoli. Danes imajo vlogo tudi neposredne naložbe ruskega zasebnega kapitala ali paradržavnih inštitucij v tujini. To je vloga Gazproma, to je vloga Rosnefti, to je vloga recimo lastnikov slovenskega SIJ, naših jeklarn in tako dalje, recimo solastništvo v Mercatorju, vse Sberbank, teh inštrumentov ali pa popoln nadzor nad energetiko Srbije. Navidezno. Ali pa posredno nadzor nad energetiko Grčije. Hellenic Petroleum, najpomembnejša grška firma, je v lasti ruskega kapitala. Ima pa naslov grški. Tako da Ruska federacija danes uporablja tudi take inštrumente, bi temu rekli, inštrumente liberalnega imperializma. To, kar počnejo Združene države Amerike prek bodisi zasebnega kapitala, nekega Abramoviča ali kaj podobnega, bodisi večjih firm v državni ali poldržavni lasti. Recimo, tudi malce drugačna je politika vojske v zunanji politiki, torej ponekod je vidna, prisotna, tudi mesto kot vzdrževalci orožja, nimajo več politične vloge v zunanji politiki. Enako je pomembna seveda obveščevalna dejavnost, to je inštrument klasične diplomacije. Ruska veleposlaništva v tujini so zelo razpredena, to da so bolj racionalne kot so ameriška veleposlaništva. Recimo, pogledajte tukaj v Sloveniji število zaposlenih na ruskem veleposlaništvu, recimo 4 ali 5krat manjše kot je ameriško veleposlaništvo. Ruska federacija nima takih veleposlaništv, recimo, kot ameriška z 2000 zaposlenih. To je recimo v Bagdadu, 2000 zaposlenih, v Berlinu 2000 zaposlenih. Takih veleposlaništv nima, ali pa generalni konzulat, tako kot ameriški generalni konzulat konzul v Frankfurtu. Veste, koliko je zaposlenih? 1500. Koliko pa je tam konzularnega dela? Ja, tam je vojaška baza. Ja, no, z eno besedo, tak. Torej, ruska diplomatska mreža je vsekakor bolj racionalna, široka, manj aktivna v smislu javnega komuniciranja, zanesljivo manj. Zanesljivo manj je inštrumentov, takih kot štipendiranja in podobno. Je pa zelo dobro podprta znanstveno-raziskovalno dejavnost doma. Oni za vsako državo imajo v inštitucijah, takih kot univerza MGIMO, to je v bistvu univerza podaljšek zunanjega ministrstva, univerza za mednarodne odnose, imajo za vsako državo in tudi pri večjih državah za posamezne sektorje teh držav, doktorje znanosti, ki to delajo leta in leta.
in v bistvu oskrbujejo zunanje ministrstvo in veleposlaništvo z informacijami in jih razbremenjujejo te tovrstne dejavnosti doma, v tujini. In zato lahko rusko veleposlaništvo enako učinkovito deluje tudi ob manjšem številu zaposlenih. Torej, vidimo, da se govorimo tudi o spremenjenih prioritetah. Vzhodna Evropa danes je manj pomembna, kot je bila nekoč. Balkan je manj pomemben, kot je bil nekoč. Tudi naše območje je manj pomembno, kot je bilo v času hladne vojne. Recimo. Enako pomembni so odnosi z Združenimi državami, enako pomembni so odnosi z Zvezno republiko Nemčijo, bolj pomembni so odnosi z Indijo, s Kitajsko, z Brazinom in tako dalje. Tako da so spremenjene prioritete in usmeritve zunanje politike Ruske federacije. No, in kar se tiče cepiva, bi rekel ja, da pošiljke cepiva, predvsem v Latinsko Ameriko, v Afriko in v Azijo, tako ruskih kot kitajskih, je del diplomacije, je del mehke moči. Je to humanitarno obarvano dejanje, hkrati pa seveda pomaga tudi klasičnim ruski in kitajski diplomaciji. Tukaj ni nič slabo in ni treba v tem videti nekih hudih namenov ali pa slabih namenov, izrabljanja tega ali podobnega. Tako namigovanje res nima nobenega smisla. No, na tem se lahko ustavimo. Ja, to je bilo zdaj zelo obsežno pogled na to razvejanje rusko zunanjo politiko, ampak vseeno bi želel, da bi še gospod Lampret lahko nekaj povedal iz svojega zornega kota, kako vidi. Mi smo nekako pod vplivom drugačnih medijev, kot pa morda bi želeli, da bi imeli več, ko bi rekel, različnih informacij o tem, kaj se dogaja in kako ta ruska zunanja politika izgleda. Gospod Miha. Ja, lepo pozdravljeni še enkrat. Poglejte, jaz sem zdajle debelo uro poslušal izvajalce, moram reči, zelo zanimivimi poudarki. Bi pa še sam nekako poskušal prezentirati moj pogled, do katerega sem se pač dokopal skozi tole delo na radioteleviziji ali pa kot dopisnik. Ampak preidem pač k stvari. Poglejte, ja, jaz se strinjam, tukaj je profesor Bebler zame podal eno zelo zanimivo definicijo, sem si zabeležil, da je ruska zunanja politika neideološka, polivalentna in pa pragmatična. Jaz bi rekel, da s tem vsem se strinjam, hkrati bi rekel, da je pa tudi izredno profesionalno vodena. Zdaj pa, če nam je to všeč ali ne, če se s tem strinjamo ali ne. Bi pa mogoče za svoj uvod, da malo... Halo? Ja. Se vidi? Smo še na zvezi? Smo še. Ja, smo še, ja. Bi pa mogoče še nekako spomnil na en dokumentarc svetovnega režiserja Oliverja Stona, ki je naredil kar nekaj intervjujev z predsednikom Putinom in ga je vprašal glede afere, a pa se res Rusija vmešavala v ameriške predsedniške volitve. In Putin je s tisto, bi rekel, svojo poker faco, poker face, rekel, pa čakajte, zakaj bi se pa mi vmešavali v ameriške predsedniške volitve. No, poglejte, jaz mislim, dejstvo je, da Rusija je dejavnik geopolitike. Ruska zunanja politika je personificirana, kar je pač odraz dejstva, da državo vodi pač v vseh pogledih prezident Rusije Putin in pa njegova enotna Rusija in pa seveda tudi energetski gigant Gazprom. Ruska zunanja politika sledi osnovnim ciljem, tako glede prednostnih interesov v tako imenovanem bližnjem zamejstvu in pa seveda tudi na območju, ki ga označujemo in smo danes že večkrat slišali, ki ga imenujemo kot postsovjetsko območje. Nadalje je ruska zunanja politika simbolno spet tako kot ruski državni simbol, ruski dvoglavi orel,
gleda hkrati tako na vzhod kot na zahod. In zdaj seveda naravnana je pa seveda tudi na Kitajsko, hkrati pa tudi na zahodno Evropo in seveda na to, bi rekel, transatlantsko optiko, se pravi na Ameriko in pa NATO. S tem, da NATO je zanjo globalni hegemon, ki je na ruske meje pripeljal raznobarvne revolucije. Ruska zunanja politika je hkrati tudi funkcijsko, energetska. Cena nafte, sem šel danes preveriti, je danes $60 za sod. Bila je bistveno manj, bila je bistveno več. Ampak zahvaljujoč izvozu ruskih surovin je pač, bi rekel, GDP Rusije takšen, kot je. Ruska zunanja politika je hkrati, bi rekel, energetska tako do Evropske unije, kot tudi do Kitajske. Strinjam se, da zunanja politika Rusije izkorišča dejstvo glede Evropske unije, da pač Evropska unija ima skupno zunanjo politiko, nima pa enotne zunanje politike in tega se Moskva zelo dobro zaveda. Zato pač ruska diplomacija navezuje in pa vzdržuje parcialne odnose s članicami. Rekel bi seveda v duhu aktualnih zadev tudi vis-a-vis, bi rekel, pandemije s COVID-19, ki je v Rusiji terjal več kot 75.000 žrtev, da je ruska diplomacija hkrati funkcijsko tudi farmacevtska. In poglejte, zanimivo, zakaj so imenovali, ko so rekli, da so prvi odkrili cepivo proti COVID-19, Inštitut Gamaleja, dali so mu naziv Sputnik. Simbolno gledano spet 1957, Sputnik v ruščini satelit, spremljevalec in v tem je velika simbolika. V obdobju hladne vojne je pač Rusija Zahodu in zlasti Združenim državam Amerike pokazala, kdo obvladuje tudi vesolje. Ruska zunanja politika se hkrati ukvarja tudi z reakcijo na številnih območjih, kjer so postsovjetski zamrznjeni konflikti. Rusiji hkrati ustreza, da so skratka kratkoročni stroški z vojaškimi oporišči na postsovjetskem prostranstvu so za Rusijo sprejemljivi, če so seveda v igri dolgoročni strateški interesi. Poglejte, tako je, pa k temu bomo najbrž še prišli, tako je v Belorusiji, ne nazadnje tako je v Armeniji, tako je še marsikje drugje. Zlasti dogodki, denimo po ukrajinski oranžni revoluciji, po zasedbi Krima, po beloruskih dogodkih, po vojni na Južnem Kavkazu, po armensko-azerbajdžanskem konfliktu za Gorski Karabah, se zelo jasno zarisuje ali nekako zrcali, kakšna je ruska zunanja politika in kakšna je njena diplomacija in medias res in tudi kakšni so njeni interesi na teh prostranstvih. Posebno razumevanje zadeva seveda tudi to, česar se je dotaknil profesor Bebler, namreč, da se razumevanje današnjih kriz se neformalno nanaša tudi na Rusko pravoslavno cerkev. Ruska pravoslavna cerkev ne priznava razpada Sovjetske zveze in vso njeno bivše ozemlje obravnava za svoje kanonično ozemlje. Tukaj je bilo zelo pomembno tudi glede Ukrajine. Moskovska patriarhija med drugim je opozarjala, da večina ukrajinskih pravoslavcev nasprotuje, da bi ukrajinska pravoslavna cerkev postala avtokefalna. Mimogrede, Putina je blagoslovila Ruska pravoslavna cerkev in pa sam patriarh. O odnosih z Združenimi državami je gospod Bebler in pa predhodnik Dušan Snoj sta oba že kar nekaj povedala. Jaz bi samo ponovil, da so pač odnosi so dejansko na najnižji točki, potem, ko je Trump označil Rusijo in pa Kitajsko kot nasprotnico ZDA, kot nasprotnico Združenih držav Amerike. In zato se bo seveda po drugi strani logično krepila geopolitična os Moskve in pa Pekinga. Poglejte, je pa seveda tudi res, da eno prvih dejanj nove ameriške administracije je bilo seveda tudi podaljšanje pogodbe o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem, ker sicer ta pogodba bi se iztekla 5. februarja. Rusi razumejo Putina kot konsolidatorja, kot združevalca ozemelj, ki je nastopil proti kaosu, proti neredu in seveda, kot vemo, zlasti se je konsolidiral po drugi vojni v Čečeniji leta 1999. Zdaj bi pa na kratko bi povedal še nekaj. V obdobju, ko Putin zaokrožuje 2 desetletji svojega vladanja, pa se ne spuščam zdaj v amandmaje, v tako imenovan proces obnovljenja, ki mu zdaj dejansko omogoča vsaj še 2 predsedniška mandata. Skratka, v teh 2 desetletjih, odkar je predsednik Jelcin imenoval Putina za ruskega premierja,
je država zaradi Krima pod režimom evropskih sankcij in zato je bila tudi izločena iz skupine G8. Nove sankcije so seveda napovedane tudi zaradi afere, o kateri danes nismo nič rekli, zastrupitve in pa posledičnega zaprtja opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Zdi se mi pa zdaj ključno, kar opredeljuje po moje rusko zunanjo politiko. Namreč prav ruski predsednik Putin je ob neki priložnosti dejal, da je razpad Sovjetske zveze največja geopolitična napaka prejšnjega stoletja in celo tisočletja. In v zvezi s tem meni osebno veliko pomeni študija temelji geopolitike in pa geopolitična prihodnost Rusije, v kateri Aleksandar Dugin, ki je sicer radikalni centrist, ki je ideolog protinatovskega gibanja, napisal med drugim 16 knjig, znan je pa tudi po izjavi, da svet mora razumeti Putina, ker je konzervativec in nasprotnik sedanjega status quo. In on med drugim opozarja v tej knjigi na probleme tako imenovanega bližnjega zamejstva, kot pravijo Rusi, bližnje zarobežje. Hkrati je tudi znan po neki kasnejši izjavi, da Putin deluje za sedanjost, nima pa prav ključa za prihodnost. O geopolitiki govori kot o znanosti in tudi na tej podlagi je oblikovana geopolitična doktrina Rusije. Študija je veljala za neformalni priročnik generalštaba ruske vojske, znanstveni strokovni sodelavec pa je bil generalporočnik Klokotov. In sicer načelnik katedre strategija Vojaške akademije generalštaba Ruske federacije. In kaj se mi zdi tukaj zanimivo, kar je Dugin v knjigi, ki je šla leta 1997, bom jo samo na kratko pokazal, je zelo zanimiva, mislim, da bi marsikakšen diplomat bi moral, ali pa seveda tudi je, to zadevo študiral. Dugin v tem kontekstu med drugim interesna območja Ruske federacije razdeli v 6 civilizacijskih sklopov. Zahodno Evropo, Srednjo Evropo, Rusijo, Evrazijo, Arabsko Azijo, Srednjo Azijo in pa Daljni vzhod. In iz teh odnosov in pa mogočih problemov na teh območjih sklepa na možne enačice vojaških spopadov, števši tudi državljansko vojno. Hvala Bogu, ta radikalna oblika, se pravi v teh, bi rekel, vzhodnih pokrajinah Ukrajine, tam se pač nekaj podobnega dogaja. V poglavju Paradoks Rusije pa med drugim simulira scenarij napetosti med središčem Evrazije, se pravi Moskvo, in pa drugimi silami, ki težijo k Evropi in imajo dejansko svoje zgodovinske in pa religiozne kontekste. Zato svoje geopolitične interese istovetijo z interesi Srednje Evrope. Tukaj posebej omenil prav zahodno Ukrajino, med baltskimi državami pa Estonijo. Prav ukrajinski vzhodni in pa osrednji del, ter pa Belorusija, po njegovem politično in kulturno sodita pod tako imenovano območje Rusija-Evrazija. Vidimo, da so se dogodki in pa posledično tudi zaostritve tako po letu 2014 v Ukrajini, kot po lanskih dogodkih po že 6. bi rekel zmagi, uradno razglašeni zmagi predsednika Lukašenka v Belorusiji, da se je to nekako potrdilo. Skratka, Dugin med 3 variantami zaostritev in pa posledično celo državljanske vojne omenja spopad Rusije z bližnjim zamejstvom, spopad regij in pa tudi spopad ruskojezičnega prebivalstva s pripadniki neruskega naroda. In vse te variante prepoznava kot usodno nevarne, četudi bi ruski nadzor bil vzpostavljen na določenih območjih, saj bi to pomenilo razkol geopolitičnega in pa strateškega prostranstva Rusije. Seveda pa Dugin opozarja, da je potrebno nekako presojati kateregakoli od teh scenarijev in pa na vsak način preprečiti in pa izključiti provokacije, da se to seveda ne bi zgodilo. Zdi pa se mi, da vendarle se je ruska zunanja politika, njena premočrtnost, njena naravnanost, njena artikulacija se je zelo lepo pokazala na primeru, bi rekel, Ukrajine, vzhodne Ukrajine, na primeru Krima, na primeru Belorusije in seveda tudi na primeru tega, bi rekel, južnega Kavkaškega hrbta. Zdaj, danes je zanimivo, prav danes je slovenski minister v Kijevu, kjer naj bi obudil idejo tako imenovanega vzhodnega vrha Evropske unije z državami Armenija, Azerbajdžan, Ukrajina, Gruzija in pa Moldova. Ampak kaj pa želi pravzaprav Rusija neuradno doseči v Ukrajini? Federalizacijo po ruskem načrtu, preprečiti, da bi se Ukrajina gospodarsko in varnostno integrirala v evropske in pa NATO strukture, da bi ostalo tamponsko območje,
in da bi se v vzhodnih regijah lahko državljani izrekli s pristojnostjo odločanja tudi o ukrajinski zunanji politiki. In tako bi rusko govoreče avtonomije lahko blokirale prozahodne odločitve. To so ene od teh tez. Jaz bi zdaj na kratko bi se še dotaknil zadeve Krima, ker tukaj se mi zdi vendarle pomembno, zanimivo, po tistem, ko je Rusija pač z vojaki, z neoznačenimi epoletami in tako naprej nekako aneksirala Krim, kaže nemoč ameriške zunanje politike to, da se ne Lavrov, ne Kerry, tedajni državni sekretar, tega vprašanja na sestanku v Parizu nista niti z besedico omenila. Je pa seveda tukaj še ena bizarnost, pa vem, da to poznamo, da je do leta 1954 je bil pač polotok Krim, je bil iz ruske oblasti, so ga prenesli pod ukrajinsko. Ampak zanimivo je pa nekaj drugega, kar zadeva pa predsednika Jelcina in tedanjega predsednika Kučmo. Ona dva sta leta 1997 podpisala krovni meddržavni sporazum, s katerim se je Moskva dokončno odrekla vsakršnim ozemeljskim zahtevam do Ukrajine. In to je bilo seveda za Ukrajino temeljnega pomena. Ampak, kot smo videli, Putin je pač šel mimo tega. Zdaj, gledajte, bi mogoče bilo dobro, če bi se nekaterih razprav še dotaknili v nadaljevanju. Mislim, da vsekakor Rusija ima absolutno svojo vlogo in mesto v sodobnem svetu. Pa kakorkoli to že pomeni, da je leta 2015 posredovala v Siriji za zaščito v bistvu Asada, Bašira Asada, ne glede na to, da njemu lahko sodijo za težke, bi rekel, zločine, uporabo prepovedanih sredstev proti lastnemu prebivalstvu in tako naprej. Ampak vendarle Rusija se je pokazala, da je ob anemičnosti Trumpove politike, ki so ga označili zlasti recimo v The Economistu, da je to mož brez načrta na Bližnjem vzhodu, da je Rusija pač zapolnila v bistvu to praznino in tam pač igra svojo geopolitično vlogo. Igrajo tudi v odnosu do Irana in seveda pokazalo se je, da miru v armensko-azerbajdžanskem konfliktu ni mogoče bilo doseči brez Rusije. In seveda ne smemo pa pozabiti še nekaj, da ima Rusija, ki je prodajala orožje tako Azerbajdžanu kot Armeniji, ki odlično sodeluje tudi s Turčijo, s katero ima nasprotujoče si odnose, na primer v Libiji, ki so Američani z zahodnimi zavezniki zradirali oziroma vrgli Gaddafijev režim. Skratka, Rusija ima tudi z Armenijo obrambni sporazum o kolektivni varnosti, tako imenovane pogodbe, organizacija pogodbe o kolektivni varnosti, članice pa so tudi Belorusija, Kazahstan, Tadžikistan in pa Kirgizija. In to je pač nek, bi rekel, antipod Zahodni vojaški zvezi. Jaz bi pač rekel, da je z rusko zunanjo politiko, z njeno, kot rečeno, profesionalno diplomacijo, s katero se pač lahko strinjamo ali ne strinjamo. Videli smo, kako je Sergej Lavrov pravzaprav ponižal Josepa Borrella, ki je bil na obisku v Moskvi, da je to bilo skrbno pripravljeno z močnimi elementi simbolike in pa, bi rekel, eksemplarično pokazano v bistvu Zahodu, kaj dejansko želi ruska diplomacija, ruska zunanja politika. Ampak vendarle se mi zdi, da ključno vprašanje pač bo, in to se mi zdi zadeva pa rusko notranjo politiko. Spoštovanje, bi rekel, človekovih pravic, kakšen odnos kažejo do, bi rekel, do lastnih državljanov in predvsem, kako bo Rusija gospodarsko prosperirala. Putin je res, da v tem času svojega vladanja poskrbel za ustanovitev tako imenovanega stabilizacijskega fonda, ki znaša okrog $500 milijard, ki absolutno lahko pomaga prebroditi, bi rekel, gospodarske težave. Ampak kakšno pa bo spoštovanje, bom rekel, neke demokratične procedure, spoštovanje osebnih svoboščin, človekovih pravic, spoštovanje medijev in tako naprej. To pa je seveda nekaj, kar je pod gladino, ki jo pač spremljamo, zdaj nekako vidimo ta satelitski posnetek, v bistvu ruske diplomacije, zunanje politike in pa branjenja njenega
geopolitične vloge v tem delu sveta. Toliko za uvod z moje strani. Ja, hvala lepa. To je res tako, bi rekel, celovito prikazano, kar ste vsi trije danes povedali. Je tako obsežna tema, ruska zunanja politika, da je zelo težko v enem takem našem srečanju obdelati. Za debato je zelo malo časa ostalo, ampak vseeno, ena stvar mi je padla v uho, vsi ste govorili o tem vzhod-zahod. Zakaj se ima Rusija? Ne eno, ne drugo. Ali je bolj zahod? Verjetno je težko enačiti Rusijo z nekim vzhodom, ki je recimo vzhodna Azija ali kaj taka. To je ena stvar, ki je tako zelo zanimiva, ker rekel, kulturno, civilizacijsko Rusija sodi v zahod. Morda in kratek komentar okoli tega, pa morda eno opazka. Namreč včeraj zvečer sem poslušal eno razpravo na Francija 24 kanalu o sankcijah proti Asadu. In tam je jasno izvenelo to, kar je tudi profesor Webler omenil, da so sankcije silni bumerang. Namreč, kdo v teh sankcijah res trpi in kako lahko pričakujejo, da bo potem, da bo lahko z sankcijami odstranili Asada. To se je zdaj že večkrat pojavilo tudi v ameriških izjavah. Ne mislim samo Sirija, ampak recimo, ko je bil na tapeti Iran, da mora Iran spremeniti obnašanje, je stavek, to change behavior. Torej, to je cel zadeva je zelo neverjetna, da se teh instrumentov še zmerom tako na veliko poslužuje. Torej, in morda še ena, vsi trije ste večkrat nekako omenili, da je vojaška moč tista, ki daje, bi rekel, neki državi tudi moč v geopolitičnih razmerah. In to je očitno tisto, kar je pri Rusiji, Ruski federaciji, en od ključnih elementov. Jaz bi prosil še vsega morda za kratek komentar. Jaz sem samo navrgel par stvari, ki so se mi tako zazdele. Ne bom načel vprašanj z vzhodnim partnerstvom in sovražnostjo, tamponom, ki je bil, bi rekel, zgeneriran s tem vzhodnim partnerstvom in tako naprej. Ampak to so teme, ki same po sebi zahtevajo celo popoldne. No, jaz bi rekel, da je Rusija evroazijska velesila. Ona kulturno ni ne zahod in ne vzhod v smislu Kitajske, Japonske ali kaj podobnega. Ona je lahko povezovalni člen med civilizacijo Zahodne Evrope in vzhodnoazijsko civilizacijo, kar ima nedvomno prvine, ki jih najdemo v zahodnoevropski civilizaciji, ni pa sama po sebi zahod. Ona je, kar se tiče jedra ruske države, že od samega začetka, je vzhodnoevropska država s tradicijo pravoslavja, s povezavo s Bizancem,
za razliko od zahodno-rimskega cesarstva, ki je podlaga za civilizacijo v zahodnji Evropi. Tako da tudi ruski nacionalisti vseh zvrsti, že od 19. stoletja, slavofili, tako imenovani slavofili, so vedno trdili, da je Rusija nekaj posebnega. Rusija, ki združuje civilizacijske prvine, ki so lastni njih sami, ki jo povezujejo tudi z Mediteranom, če hočete, prek pravoslavja. Po drugi strani je vsrkala od 18. stoletja naprej, od reform Petra Velikega, tudi marsikaj in se je zgledovala veliki del po zahodu, po zahodni Evropi. In je prevzela, nekateri pravijo samo na vlako, torej zunanji videz, ki je zelo podoben zahodni Evropi, hkrati je ohranila tudi samo svoje posebnosti. In to posebnost je treba spoštovati. Ni treba vedno tako veliki narod postavljati v nek predalček. Rusija je enostavno prevelika za nek majhen tovrstni civilizacijski predal. Tako da jaz bi rekel, da je Ruska federacija ima tudi geopolitično, tako kot se zdaj razvija, s tem, da krepi svoje povezave s Kitajsko, z Vietnamom, s Korejo, Severno Korejo in tudi z Južno Korejo, pridobiva tudi to lastnost nekega povezovalnega člena med Zahodno Evropo, manj vzhodno Evropo, Zahodno Evropo in vzhodno Azijo. Ja, je še kakšna morda refleksija na medsebojna? Ja, Dušan. Ja, če lahko samo dodam, to je pa moje osebno mnenje, morda, da to razdeljevanje na vzhod in zahod je seveda utemeljeno geopolitično, ampak da se mi zdi za Ruse bolj bistveno nekaj drugega, in to od Petra I. naprej, za katerega pesnik Puškin pravi, da je prorubil okno v Evropo, naredil je okno v Evropo. Ta moment so namreč v Moskvi na oblasti Peterburšci, kot se reče, prebivalci Peterburga, ki imajo drug odnos do evropske civilizacije, zgodovine in tako naprej, kot pa azijski del Rusije. Naj povem še tak vtis, ki je zanimiv. Najprej naj rečem, da se strinjam s kolegom Lamprekhtom, absolutno. Moram pa reči, da kljub temu, da zdaj ta GDP in blaginja v Rusiji ni več taka, kot je bila, čeprav mi tega ne vidimo zdaj zaradi tega covida, a so turisti ali niso turisti in tako naprej. Pred koliko, 10 leti, 7 leti so bili v Ljubljani na vsakem ovinku, na vsakem vogalu si videl ruske turiste. Namreč, ko hodiš po Rusiji, ti bodo tudi v Vladivostoku in v Kamčatki na vprašanje, a si Azijat, a si Azijec ali si Evropejec. Vsak bi rekel, Evropejec sem. Tako da jaz nekako mislim, da ta težnja, da bi Rusija postala Evroazija, Azija in tako naprej, se bo nekje končala s tem, da se bo na neki točki Rusija začela vračati v Evropo. Zato bo zdaj zanimivo to, kar je zdaj geopolitična tema številka 1, kaj se bo zgodilo z osjo Kitajska-Rusija. Recimo Financial Times pravi, to so frenemies, to je beseda za prijatelje in za sovražnike skupaj, sta nezaupljivi sosedi, imate drugačne zgodovine, drugačno kulturo, tam je Konfucij, tukaj je bil pač Lenin. Imeli so tudi vojno na meji, zelo močno vojno leta 1969. To se tudi lahko spomnimo, na reki Usuri
in tisto je bil verjetno, tako se zdaj presoja ob kubanski krizi, daleč najnevarnejši dogodek v času hladne vojne. Zdaj pa se povezujeta, ugotavljata, da sta komplementarna in prvič dolga skupna meja, če gledamo kot neke vrste cost-benefit, stroški pa dobički, dolga skupna meja je velik strošek, če bodo dobri odnosi, potem bodo stroški nižji, to je vedel Gorbačov, za njim Jelcin, Putin ni izjema, strukturno so komplementarni, kot je povedal profesor Bebler, tukaj imamo rude, energijo, naravna bogatstva, tudi pšenico, Rusija postaja največji svetovni izvoznik pšenice nenadoma, medtem ko ima Kitajska viške kapitala, tehnologijo, zlasti hardware, ki ga Rusija rabi, ampak Rusija ima pa dober software, to vejo vsi udeleženci afere SolarWinds, recimo, če pa nihče ne ve, kdo je bil udeležen, uradno se tako pravi v tej aferi. Tisti Yandex, moram reči, je boljši od ruske variante, hočem reči, kitajske variante Googla. Yandex konkurira Google in to dobro konkurira v Rusiji. V zunanji politiki je tudi zanimivo, te težave, o katerih smo govorili, Kremelj ne veljajo za Kitajsko in za Rusijo. Kremelj se ne ukvarja z Hongkongom in njegovimi problemi, pa primerom obarvne revolucije, kot naj bi nekateri zadevo označevali. In Peking se absolutno ne ukvarja z Aleksejem Navalnim, ker je pač to skozi njegova očala nepomembna, predvsem pa nemoteča zadeva. Da ne govorim potem o vseh drugih zadevah. Skratka, moje mnenje je, da to sodelovanje med Kitajsko in Rusijo in to, ali je Rusija Evropa ali je Azija, o tem bodo odločali pragmatični razlogi. Putin je pragmatik, ampak moje mnenje je, da Rusija na nek način se bo na neki točki vrnila v Evropo. Če smem, res, jaz bom zelo na kratko. Jaz imam vedno nekako dvojen odnos do Rusije. Ko presojam politiko, je ta odnos en, ko presojam, bi rekel, to duhovno nadstavbo, se pravi celotno umetnost, glasbo, kulturo, slikarstvo, je absolutno Rusija planetarna in pa, bi rekel, del civiliziranega sveta. Po drugi strani, političnem smislu, geopolitičnem, bi rekel, da Moskva je na nek način, je, simbolno rečeno, je tretji Rim. Je absolutno dejavnik, kot smo rekli, geopolitike, pač to bo profesor Bebler najboljše povedal in pojasnil, zaradi svojega, bi rekel, dediščine hladne vojne, razpada Sovjetske zveze in da je pač skrbnica ogromnega arzenala jedrskega orožja, zaradi katerega pač je dejavnik in s katero je pač potrebno sodelovati. Po drugi strani imamo v Kaliningradu še vedno najmočnejše, bi rekel, vojaško navzočnost v tem delu sveta. Skratka, po neki drugi percepciji pa me vse skozi boli ali pa podžiga ali pa zanima ena zadeva, kako v bistvu oblast, kako v bistvu ta sistem, ki mu lahko rečemo putinizem, v bistvu kako tretira lastne državljane, kako tretira lastne medije, kako tretira opozicijo, kakšen odnos ima, kako je dejansko sploh pripravljena na minimalni dialog, bi rekel, z drugače mislečimi. Zato, ker pač vemo, da so tukaj bili veliki procesi proti ljudem, ki so osebno prekrižali kopja, politična kopja z establishmentom, z, bi rekel, garnituro v Kremlju in z, bi rekel, z tako imenovanimi siloviki. Ne smemo pozabiti, da Putin iz kje pač izhaja, da dejansko v nekih končnih konsekvencah pač ni slekel ali mogel ali hotel slekel v bistvu tega svojega obveščevalskega plašča agenta. In skozi to se mi zdi zelo pomembno, ali bo znala in hotela Rusija v bistvu opraviti ta, bi rekel, preskus lakmusovega papirja in do teh, bi rekel, se pravi konec koncev do ljudi, ki bi tudi lahko so odločali, ne nazadnje,
v participaciji oblasti, ali bo do njih lahko pokazala bolj, bi rekel, bolj fleksibilen in ne tako izrazito restriktiven odnos, kot smo ga videli nazadnje na demonstracijah v podporo, bi rekel, Navalnega. Konec koncev ključno, ali ima neodvisno sodstvo, ali spoštuje neodvisne medije. Vemo pa, da je glede tega, če sam Gorbačov je zdaj, ki je bil star, bi rekel, 90 let, častitljiva starost, pa bi rekel, seveda človek, ki ni bil prerok v lastni domovini, reče na koncu, da v bistvu proces proti Navalnemu pač dokazuje, da Rusija nima neodvisnega pravosodja. Glejte, vse to dejstvo pač je, da Rusija ima razvite sisteme, bolj kot si kjerkoli na Zahodu želijo priznati, zato je tudi del, bi rekel, vse bolj mogoče in pa že prezentne hibridne vojne v svetu. In dejstvo pač je, da vendarle v tem trikotniku je še vedno, poglavitni igralci so še vedno pač v Združenih državah Amerike, v Pekingu in tudi v Moskvi. Zato, ker pač bolj, ko bo zadeva nekje izgubljala neko intenziteto, na eni strani bolj se bo pač krepila na drugi strani. To je pač tako, da v geopolitiki neko prazno mesto ne obstaja in to prazno mesto je pač potrebno zapolniti. In Rusija tukaj, bi rekel, to se jaz strinjam, mi je to všeč ali mi je ni, meni to ni, ampak dejansko igra profesionalno tukaj, zapolnjuje v bistvu te geopolitične vrzeli in pa praznine. Jaz bi s tem, ker zdaj smo pa že, bi rekel, 2 uri nekako poskušamo elaborirati v najboljši maniri nek oseben profesionalni odnos do neke take materije, ki je izredno zahtevna, ki je izredno kompleksna in hkrati tudi, ko se zdi, da je nekako že jasna, tudi izredno paradoksalna. Ja, te tematike tega Rusije kot fenomena se ne da izčrpati v eni taki razpravi, kot smo jo poskušali danes izpeljati. Jaz se seveda zahvaljujem vsem gostom, od profesorja Webler, Miha Lampret in Dušan Snoj. Najlepše hvala, pa upam, da se zopet ob kaki taki priliki srečamo. Morda ne na Zoomu, ampak v živo, kot bi temu rekli. Najlepše hvala še enkrat. Hvala enako, tudi vam lep pozdrav. Lep pozdrav.